Lep, s soncem obsijan pozdrav vsem ljudem dobre volje. Zveza domoljubnih društev Hrvardi poziva državljane Republike Slovenije, da se v čim večjem številu udeležite referenduma in glasujete proti arbitražnemu sporazumu. Ta je za Slovenijo hudo škodljiv in je v nasprotju s slovenskimi nacionalnimi interesi. Zato je zavrnitev tega arbitražnega sporazuma nujna. Zagovorniki arbitražnega sporazuma načrtno strašijo državljane Republike Slovenije z mednarodno osamitvijo in celo morebitno vojno. V obeh primerih gre za popolne nesmisle in za podlo zavajanje. Nedopustno in obenem žalostno je, da takšno taktiko uporabljajo predvsem vladni predstavniki, kar kaže na kronično pomanjkanje dobrih argumentov za sporazum. Naravnost strašljivo pa je, da vlada pri tem uporablja celo nedovoljene oziroma nezakonite prijeme. Prav zato smo v Zvezi domoljubnih društev Hrvardi zaradi suma storitve kaznivega dejanja po členu 151 KZ v zvezi s členom 99 Kazenskega zakonika Republike Slovenije ovadili predsednika vlade Republike Slovenije Boruta Pahorja. Pahor je lahko le prvi med enakimi, nikakor pa ni izven ali celo nad zakonom. V vsaki demokratični vladi bi zaradi nezakonitega delovanja, kakršno je direktno vplivanje na volivce, kot ga izvaja vlada na svoji spletni strani in tudi sicer, zadosten razlog za nepreklicen odstop vlade in predsednika. Pri nas se očitno Pahor niti ne zaveda, da krši zakon. Sramota. Ko bodo državljani Republike Slovenije katastrofalen arbitražni sporazum zavrnili, bodo šele nastale prave razmere za resnično reševanje medsosedskih odnosov in določitev oziroma razrešitev mejnega vprašanja. Alternativa je takojšnja internacionalizacija mejnega vprašanja v Evropski uniji, po potrebi pa tudi v Organizaciji združenih narodov. Naloga slovenske diplomacije je predstaviti pogled in stališča Republike Slovenije, za kar so slovenski diplomati tudi plačani z davkoplačevalskim denarjem. Nujna je takojšnja in nepreklicna blokada pogajanj Republike Hrvaške pri pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo do končne rešitve mejnega vprašanja. Takojšnja zahteva po umiku vseh organov Republike Hrvaške iz okupiranega ozemlja, gre za več kot 1318 hektarjev, in pa seveda morja Republike Slovenije. Vrnitev lastnine utajene s strani VUJA oziroma vojaške uprave Jugoslovanske armade zgodovinski občini Piran. To je minimum, kar mora doseči Slovenija, saj je s tem de facto rešen izhod na odprto morje oziroma stik slovenskega teritorialnega morja z odprtim morjem. Samo pravilna razrešitev lastniških razmerij je dovolj, da odpadejo vsi razlogi, ki jih vlada Boruta Pahorja navaja za arbitražni sporazum. Sloveniji tako pripada celoten Piranski zaliv, vsi zaselki na levi strani Dragonje in rt Savudrija, ter posledično stik slovenskega teritorialnega morja z odprtim morjem. Slovenska diplomacija in pogajalci morajo biti v vprašanju glede meje s Hrvaško mnogo bolj odločni in pogumni. Če je naša želja resnično prijateljstvo in vzajemno zaupanje z Republiko Hrvaško, potem moramo govoriti resnico in biti odkriti. Hrvatom je potrebno pojasniti, da se morajo odreči svojim nelegitimnim in nelegalnim posegam in željam po slovenskem ozemlju in morju. Če oboji želimo, da prevlada razum, morajo Hrvati najprej vrniti tisto, kar so si nelegalno prisvojili po 25.6.1991. Šele potem se lahko normalno pogajamo in sporazumevamo. Kolikor Hrvaška res odkrito misli na prijateljstvo s Slovenijo, se mora zavedati zgodovinskih okoliščin glede Istre in mora sprejeti načelo pravičnosti. Drugačno ravnanje nikakor ni prijateljsko, temveč zgolj sovražno. Republika Slovenija mora odločno in brezkompromisno vztrajati na naslednjih stališčih. Osnovno izhodišče za originarno določitev meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško naj predstavljata mirovna pogodba z Italijo iz leta 1947 in londonski memorandum iz leta 1954, ki sta oba mednarodno veljavna in obvezujoča pravna akta. V londonskem memorandumu je izrecna zahteva, da se meje občin v Istri z delitvijo ozemlja ne smejo menjati. Prav tako je za Republiko Slovenijo relevantna tudi ratifikacija Ozemskega sporazuma iz leta 1977. Lahko pa zavrnitev arbitražnega sporazuma pomeni nezaupnico in mednarodno osamitev slovenske politikanske elite, ki med ljudstvom nima podpore. In prav tega se hudo bojijo predstavniki vlade Republike Slovenije, ki kršijo zakone lastne države
in sodelujo v referendumski kampanji, ne da bi spoštovali zakon o volilni in referendumski kampanji. Zato jim ne nasedajte. Izkoristite svojo ustavno pravico in jim kljubujte, ter na referendumu glasujte proti arbitražnemu sporazumu. Ne smemo dovoliti, da zaradi katastrofalnih napak in nedelovanja vseh slovenskih posamosvojitvenih vlad, ki niso bile sposobne zagotoviti nadzora nad celotnim slovenskim ozemljem in morjem, prepustimo pobudo obupancem in ekstremistom, ki bi bili pripravljeni nenadzorovano uporabiti skrajna sredstva. Prepričani smo, da je še vedno mogoče rešiti mejno vprašanje s Hrvaško po mirni poti. Zato je nujno treba preprečiti sprejem arbitražnega sporazuma. Alternativa za mir, pravičnost in razum je torej glasovati proti arbitražnemu sporazumu. Osti Jarej.